Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je zagorski župan Matjaž Švagan. Lepo dobrodošli v našem studiu. Hvala za dobrodošlico in hvala za vaše povabilo in pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. Lahko rečemo, da je oktober in november mesec, ki je bogato obrodil, tudi kar se tiče odprtja vseh največjih investicij v zadnjem času v Zagorju. Nekaj teh odprtij se je že zgodilo, pa mogoče najprej pri naši sosednji stavbi, pri muzeju. Rudarski muzej je zdaj odprt. Kako gledate na ta dogodek? Ja, izredno pozitivno, ker smo tistih 17 sekund čez polnoč, kot je znano, na Petrolu dobili tudi sofinanciranje muzeja v Kisovcu. Predvsem pa tukaj gre, kot sem že poudaril, tudi javno zahvala civilni iniciativi, tako bivšim zaposlenim rudarjem, kot predsednikom krajevne skupnosti, kot tisti, ki so zbirali podpise, da je nujno potrebno, da se tukaj uredi muzej, in ravno ta pozitivna energija njihova mi je dala moč, da sem na koncu uspel z mojo ekipo pridobiti ta sredstva. Ta muzej je odprt, približujemo se številki že okrog 1000 obiskovalk in obiskovalcev, in ta muzej bo še tudi nadgradnja sigurno v prihodnjih letih, tako za eksponati, kot tudi z arhivskim materialom iz naše zgodovine Zagorske doline, in tudi v okviru praznika rudarjev v decembru bo tudi dan odprtih vrat, kjer bomo omogočili občankam, članom občine Zagorje, da si ta muzej še enkrat ogledajo, in naš cilj je, da vsak Zagorjan pride v ta muzej in da vidi, kdo smo in kaj hočemo tudi v prihodnje. To se bo verjetno zgodilo ob dnevu Svete Barbare, ne? Tako je, v sodelovanju tudi z društvom Srečno rudarskim, kot strokovno službo Kulturnega centra Delavski dom, z občinsko upravo, in da naredimo res še poleg otvoritve še en svečani dogodek. Je pa že kar nekaj dogodkov bilo v tem muzeju, od mobilnosti v Zagorski dolini, skratka res to prostor, ki je večnamenski v krajevni skupnosti Kisovec Loke, kot v Zagorju, kot v Zasavju, ker je ta muzej bil odprt tudi s strani občine Trbovlje in pa Hrastnik kot regionalni projekt. Nekateri, ki so bili na sami otvoritvi oziroma na samem odprtju tega muzeja, pa tudi kasneje, ko so si ga ogledali, so lahko opazili, da je ta muzej že enkrat bil prenovljen. Mislim, da tam leta 1995-94, ko sta bila tu pri temeljnem kamnu, pa tudi potem na otvoritvu predsednik države, pa tudi predsednik vlade, takratni Milan Kučan in dr. Janez Drnovšek. Zakaj je bilo potrebno še enkrat prenoviti? Se ni takrat dobro ohranilo tisto, kar je bilo prenovljeno? Zakaj so bila potrebna ta dodatni stroški? Obisk pokojnega dr. Janeza Drnovška in bivšega predsednika gospoda Milana Kučana je bil pri temeljnem kamnu za izgradnjo obrtne cone in pa pri odprtju obrtne cone, in ni bilo direktne povezave z muzejem v Kisovcu. Ta muzej je bil samo prebarven, ni bil energetsko saniran, tudi ne zagotovljen energent za samo ogrevanje. Eksponati so bili, pa na stenah recimo so bili plakati, ki jih mislim, da je takrat Multima izdelala v muzeju postavljeni. Se je to potem uničilo? Zakaj je bilo potrebno to vse prenoviti? Ni bilo vse potrebno za prenoviti, veliko je ostalo. Veliko se je tudi v preteklosti dobesedno raznosilo po Zagorski dolini, kar je tudi znano širše v zasavskem prostoru. Seveda pa lastnik je bil Rudnik Zagorje v zapiranju. Mi smo žal morali pred 2 letoma oziroma 3 leti na javni dražbi ta objekt od rudnika od države odkupiti, čeprav po mojem prepričanju bi to moglo se brezplačno prenesti na občino Zagorje ob Savi. Imate številko za koliko? Približno. Gledajte, karkoli. Težko je. Težko, da ne bi zavajal s kakšnimi številkami.
ampak niso bila majhna sredstva za občinski proračun. Vsekakor pa sam nakup je pomenil tudi samo naložbo in ta naložba nam je tudi uspela. Drugače pa občina ni vložila niti 1 evro v preteklosti v obnovo tega muzeja. Zdaj ste pa delno, ki ste sofinancirali, ne? Tako. Se bo muzej preživel? Smo v takih časih, da je dobro, ne, da se preživi, da se nekako pokriva saj tiste stroške, ki jih ima. Ne. Zdaj, kolikor vem, bo eden ves čas zaposlen, ki bo šla nekaj plače tudi za to, verjetno tudi kakšno sprotno vzdrževanje, pa tudi mogoče kakšna sredstva za tiste rudarje, ki bodo dežurali tu. Kakšne so ocene? Vsekakor naj bi ta muzej delal s pozitivno nulo, je pa to nadstandard v Zagorski dolini, ki ga morajo vzdrževati tudi za občinskega proračuna in to je cena minimalna za tisto, kar smo pridobili. Predvsem pa je to zahvala rudarjem, ki so delali, pokojnim, sedanjim živečim, seveda pa bodočim generacijam, da vejo, iz česa je nastala Zagorska dolina, iz rudarstva 250-letne zgodovine. In vsi ti objekti so nadstandardni in malo je objektov, ki bi se ekonomsko preživeli v celotnem delu Slovenije. Če govorimo o teh javnih ustanovah, seveda pa nas cilj je, da čim več ljudi obišče. Imamo tudi vstopnino. Seveda vstopnina je takšna, ki ni ekonomska, kajti nas cilj je, da se čim več tega ogleda. Seveda pa tisti, ki je zaposlen v muzeju, ne dela in ne bo delal samo na promociji in razvoju muzeja, ampak na celotnem nivoju Zagorske doline, s področja rudarstva kot ostale dediščine, kot tudi razvoja turizma. Vidite mogoče priložnost recimo za obisk enodnevnega turističnega avtobusa v Zagorju? Imate točke, kjer bi lahko gosta zadržali v Zagorju, recimo, cel dan? Lahko ga zadržimo več dni. Seveda pa program za enodnevni izleti so in tudi se promovirajo in se bodo še bolj promovirali, vključno z muzejem, kot ostali možnosti v naši občini. Greva še na drugo odprtje, ki se je zgodilo v tem času, odkar nisva bila v studiu, in sicer mislim, da je bila prisotna tudi ministrica za okolje, gospa Majcnova. Če se ne motim, v Zagorju je bila odprta, nekako začela zdaj pa čisto zares delovati centralna čistilna naprava. In kakšni so vtisi zdaj po tem, ko to na polno paro deluje, ali pač še ne? Projekt je enkratno stekel, seveda na koncu je tukaj bilo ogromno problemov, so še problemi, vendar pa naprava obratuje po pričakovanjih, tudi priključevanje je v skladu z našimi zahtevami. Potrebno bo še predvsem urediti na področju tako kanalizacije, na področju toplic, predvsem pa področju Franc Farčenka. Tudi večji poseg je moral biti, kajti projekti, ki so bili idejno narejeni, so bili iz leta 2000 ali prej. V tem času je prišlo do veliko sprememb, predvsem zaradi poplav, potem tudi do trajnosti posameznih objektov v teh 15 letih ali več. Moram pa reči, da ravno v teh minutah sem dobil sklep, da je občina pridobila še 1 milijon evrov dodatnih. To je tisto, kar je manjkalo, ne? Ker so bila dodatna dela. To je bilo tisto, kar naj bil strošek občine. Po vseh strokovnih analizah je pa to seveda bila ocena Ministrstva za gospodarstvo oziroma SVRK-ja, da ta sredstva pripadajo in da so v sklopu tega projekta in smo pridobili dodatna sredstva, da lahko celoti ta projekt tudi zaključimo.
kar pomeni, da bo šlo okrog 20% iz evropskih sredstev, ostalo pa iz občinskega proračuna, oziroma teh 90 je tudi upoštevani državnih sredstev. Sama čistilna naprava obratuje tudi v skladu, pritok v Savo je popolnoma čist, tudi izgled same čistilne naprave pravi, da je v svetovnem merilu nekaj posebnega, da ni industrijski objekt samega vhoda v Zagorsko dolino. Seveda za nekoga v teh težkih časih, socialnih, v kriznih časih, za nekoga odveč, seveda pa za naše generacije, ki prihajajo za nami, pa jim pomeni sigurno pozitivno in pa predvsem sem vesel, da mladi pozdravljajo te odločitve, stojijo za njimi, seveda so pa tudi kritike, kar je pa tudi sestavni del vsake investicije. No, vse nekaj kritik je na ta račun, ne, da je bila ta zunanja podoba same centralne čistilne naprave predraga. Po drugi strani predvsem tistih, ki se morajo zdaj sami priključiti na čistilno napravo in kar seči nekaj v denarnico, ne, nekateri tam od 800 pa tudi več evrov. In se ne bi dalo to ceneje, pa mimogrede, koliko je stala ta podoba te ladje v Zagorju? Ja, mi bi lahko naredili namesto te fasade okrog 200 priključkov, ne. Še vedno bi jih nekaj tisoč ostalo. Seveda pa, ko greš v takšno investicijo, moraš imeti svojo vizijo razvoja kraja. Jaz vem, da je to velik strošek za posameznico oziroma posameznikov, vendar to so zahteve Evropske unije. Mi imamo v zemlji 8 milijonov skoraj evrov, ki jih ni videti, pa je ponovno ogromna investicija, vendar pa je to investicija za našo sedanjost, predvsem pa za prihodnost. Ne nazadnje, če kdo potegne vodo in naj si vsak zamisli, kam te odplake gredo, koliko je kdo čistil samo greznico, kaj to pomeni za sam standard v Zagorju, zaščito vodnih virov. Sama uredba vlade pa prepoveduje, da bi občina izvajala ali pa sofinancirala priključkov. Mi smo tudi ena izmed občin, ki pa ne zaračunavamo priključevanje na, kot je bilo v nekaterih občinah, po 1000, 2, 3000 evrov. Poleg izgradnje priključka še sama cena za priključevanje in lahko zagotovim, da so dela, ki so izvedena podzemno, narejena za 40, 50 ali več let. Ker po nekaterih delih niso bile cevi zamenjane povsod, ne? Govorim Govorim res za tisto, kar smo zamenjali, ker gre za najbolj kvalitetne cevi. Tiste so za 40 let, za več let. Tako, 40, 50 let. Tisto, kar je pa staro, sem rekel, da bomo še zamenjali, kar mora pa individualno pa vlada, občina po uredbi vlade ne sme poseči. Če bi pa vsak posameznik šel v svojo izgradno čistilno napravo oziroma kolektorja, pa to pomeni od 2,5 do 3500, 4000 evrov. Tu pa lahko občina pomaga. Ne, pravim, če bi šel v teh okoljih, vsak samo svojo izgradno, bi pa takšen strošek bil. Kaj pa tam, kjer se ne morejo priključiti na čistilno napravo? Kjer se pa ne morejo, pa občina z javnim razpisom že drugo leto izvaja sofinanciranje. To pa lahko? 1/3, to pa lahko. To maksimalno 1/3. Ker ni sofinanciranje strani Evropske unije. In veste, da do leta 2017 morajo to vsi izvesti. Jaz sem med tistimi župani, ki se borimo, da bi se ta rok podaljšal po letu 2020, 2022, 2024, zaradi same ekonomske situacije in položaja občinskih proračunov, ker ne bo več evropskih sredstev in pa tudi socialne stiske posameznic oziroma posameznikov. In jaz sem vesel in ponosen, da smo zadnjo sekundo še pridobili ta evropska sredstva in da Zagorje je v občinah, ki smo med zadnjimi ob sotočju Save in očistili smo
medijo, ostale pritoke in pa predvsem, kar je najpomembnejše, pa zemljo in pa vodne vire za desetletja, stoletja generacij za nami. Kaj se bo pa s tistimi zgodilo, ki ne bodo imeli sredstev, recimo, da si zgradijo tisto čistilno napravo ali pa da se priključijo na centralno čistilno napravo oziroma na kanalizacijo, ki je zdaj speljana po Zagorju? Kako se bo to ugotavljalo, ko bo prišel tisti zadnji rok? Upajmo, da 2021, ne pa še kasneje. Vse je evidentirano v okviru javnega komunalnega podjetja, ki tudi nadzira priključevanje, tudi s strokovnimi nasveti, takšna je njihova naloga in obveznost. Seveda vsak, ki živi pa v hiši, pa računamo, da bo le zmogel kljub težke situaciji, seveda pa, da se ta priključek le izvede pod cenovno najugodnejšimi pogoji, ker tudi sami izvajalci, sem prepričan, kot banke omogočajo tudi najem kreditov, seveda vsak kredit pomeni tudi vrnitev, vendar pa to so zahteve Evropske unije in noben župan še ni dobil volitev zaradi kanalizacije ali čistilne naprave, ravno nasprotno, vendar pa je to spoštovanje vredno dejanje, ki ga bodo generacije, kot sem rekel, že večkrat cenile in rekle, da v najtežjih časih smo delali stvari, na katere smo danes ponosni. Zdaj pa so pa tu še izlake. Kako bo pa z izlakami? Zdaj vemo, da nekaj časa je bilo predvideno, da bodo tudi izlake priključene na to, da bodo dve čistilne naprave, ena v Kisozu, če se ne motim, takšni so bili načrti, ena v Zagorju. Zdaj so izlake po neki uredbi vlade izpadle ven, ker je manj kot 2000 populacijskih enot. Kako se bo pa zdaj to reševalo? Na izlakah imamo vse služnosti, prav tako smo odkupili zemljišče za samo čistilno napravo in to je naš naslednji projekt, ki ga zelo resno jemujemo. Se bo ta sofinanciral tudi z evropskimi sredstvi ali bo treba poseči v proračun? Po vseh teh zadnjih informacijah evropske sredstva za to ne bo. Seveda bo še vse stvar pogajanj tudi za vlado in pa občinami, ki jih je bistveno več, kot si danes predstavljamo in tudi sama Slovenija nujno potrebuje predstavitev tega roka po letu 2020, ker tudi ne bo imel proračun državnih sredstev in tudi glede na proračun 2016 in 2017 dobesedno pomeni, da občine bodo lahko zagotavljale samo zakonske obveznosti. Ne pa novih investicij. Ne pa novih investicij. Tudi občina Zagorje za investicijo za izlake še nima denarja rezerviranega. Mi bomo namensko sredstva, kot smo za to čistilno napravo in kolektor, zbirali tudi za izlake in ne bomo ta sredstva uporabljali za druge namene in to je bilo pozitivno sprejeto. Ne bodo zato izlačani več plačali potem za priključke, ker bo občina manj evropskih sredstev oziroma jih ne bo dobila? Ne. Za izlačenje to ne bo dražje? Ne, za izlačenje ne bo dražje. Bo pa za občino dražje, ne? Bo pa za občino dražje. Mi sedaj tudi oblikujemo ceno za Kisovec in Zagorje, kjer je tudi možnost subvencije iz proračuna. Kot sem pa rekel, vse zavisi, kakšna bo povprečnina, vendar ta vlada se je odločila, da skoraj 50% občin v narekovajih sesuje, kajti že znane podatek, ki je alarmanten, ki je nekako všel v javnost, da 50% občin v Sloveniji ne more več zagotavljati zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz naslova socialnih transferjev, kot ostalih, kaj šele o investicijah. To govorimo o vrtcih, sofinanciranih stanovanj, pa tako naprej, ne? Pomoč starejših na domu, potem subvencioniranje. Tisto, kar je obešeno na občine, ne? Tako. In iz dneva v dan se to povečuje, kljub temu, da vlada prav, da zmanjšuje. In beseda, ki je bila dana tudi strani dr. Romana Lavtarja, ki pokriva lokalno samoupravo,
da občine čaka v prihodnje, da občutimo šele recesijo, ki so jo nekateri že občutili, vendar pa tukaj bi lahko še eno posebno dajo, ne? Posebno dajo, ampak bi se bi morali... Mogoče bi bila pa primerna enkrat, da se vsi trije župani iz Zasavske dobite tu v tem studiu in da pritisnemo malce na vlado tudi prek teh stvari. Ja, da predstavite predvsem težave, s katerimi se soočate, ne? Ja, jaz kot državni svetnik nisem podprl zakon o izvrševanju proračuna za leto 2016 in 2017, nisem podprl proračuna za 2016 in 2017 in prav tako bom priporočil našim poslankam in poslancem, da ne pritisnejo tipke za, če želijo občinam dobro, v smislu povprečnin, da se le sprejme amandma, da se ta povprečnina poveča, koliko ne bo uspešnega pogajanja, in te poslanke in poslanci, ki so v parlamentu, so na koncu tudi občanke in občani, ne. Župan, midva snemava tole v četrtek, ljudje nas spremljajo v petek, ne. Se je že zgodila otvoritev, če se malce šaliva, odprtje mestnega jedra. To je pa tudi en projekt, ki je bil kar precej zahteven, tudi zaradi tega, ker so se vmes našle ostanine naše davne preteklosti, pa to se malce zapotegne. Potem nasproti občine ste imeli kar precej težave s parkiriščem, zdaj mislim, da je to vse lepo asfaltirano in tudi ne spušča proti spodnjim garažam. Glejte, politično bi rekel, da ne spušča in tudi sam sem zahteval, da se ne asfaltira, dokler ne dobim jasnega zagotovila, in sem vesel in srečen, da nisem dal dobesedno komande asfaltirajte, da ne bojo ljudje nervozni v smislu zaprtja parkirišča, in sem vztrajal, da do konca dobim podatek, da je res stvar 100% narejena. Gre tudi za garancije, ki jih imamo za 2 oziroma 5 let za vsa izvedena dela, za nekatere 10 let, in jaz sem prepričan, da večina občank in občanov in to sprejema, to investicijo. Sam pa moram reči, da sem presrečen, prezadovoljen, da mi je uspelo pridobiti teh 2,5 milijona evrov evropskih in generaciji sedanji kot bodoči narediti lep prostor. Jaz pravim, to je dnevna soba celotne občine, in vsaka občina rabi ploščad, rabi svoje mestno jedro, in tukaj smo res uredili na parih kilometrih kvadratnih površine Zagorskega doline, od energetske sanacije, zdravstvenega doma, potem Weinbergerjeve hiše, potem vodov, infrastrukturnih, asfaltirane, se pričujem. Bo malce nazdravila, ne? Zagorsko vodo. Najboljšo vodo v Sloveniji. Tako da mislim, da danes je otvoritev in moram reči, da je Zagorje res to sprejelo izredno pozitivno. Spet ne morem mimo tiste trave, koluto trave, ki se v teh dnevih polaga. To je nekje drugje vzgojena trava, ki se potem položi na površine. Je bilo to potrebno? Ne bi bilo mogoče nič narobe, če bi se trava zasadila, pa potem pomladi prostor ozelenel. Je bilo potrebno poseči še v ta strošek? Verjamem, da to ni poceni, ne? Ja, mi smo v javnem razpisu to prijavili in zahtevali, ne, od izvajalca. Kam ni naš, ampak je slovenski, trava ni naša, ampak je slovenska, bo pa sigurno v preteklosti na tem predelu zraslo veliko dreves, ki so tudi ne zagorska, pa vodozagorska postala. Mi bomo posadili še več dreves, kot jih je bilo, žal smo morali nekatere odstraniti zaradi komunalnih. Nekatere tudi preseliti, pa so se prijela, ne? Tudi preselili, skoraj 16 ton je imela Tisa, in sem vesel, da smo res presadili, in zahvala gre
kolegov, prijateljev, sodelavcev in urejevalcev gospodu Taškarju, ki je res svojo ekipo iz nemogočega naredil mogoče in vsi skupaj smo res ohranili to tiso in jo predstavili na drugo stran ob cesti. Posadili tudi nekaj dreves, ki bo čez 20-30 let krasila Zagorsko dolino. Tako da biti župan Zagorja je res pravljica o nemogočem, predvsem pa, če imaš takšne ljudi, kot jih imam jaz. No, v kar prejšnjih oddajah sva velikokrat govorila o Graščici, o Graškem grabnu v Kisovcu, ki je kar nekaj preglavic povzročil, pa tudi sanacija narekovala kar precej evrov. Zdaj se približuje koncu ta sanacija. Verjetno ste zadovoljni, ne, da se je stvar realizirala še pred zimo. Vsekakor obljuba je bila dana tako prebivalkam in prebivalcem Kisovca Lok. Obljuba je dana tudi bila na vaši televiziji kot ostalih medijih. Če bi čakali še vedno državo, bi zamudili to obdobje, ki bi za nas bilo izredno pozitivno, kar se tiče samih vremenskih pogojev, in dal sem komando, zopet drugič izražena beseda danes v tej oddaji, da se to naredi, da se zaščiti imovina posameznic oziroma posameznikov na tem predelu, da se Loke uredijo in tudi Loke bodo dobile svoje mestno jedro. Že letos ali bo... V naslednjem letu bo stvar zaključena, predvsem pa pomembno, da je potok saniran. Potok saniran in... Čeprav župan naprej je tudi kar v kritičnem stanju, ne? Ampak ni pa pod površjem, ne? Ni pa, da bi ogrožali z vodotokom kakšne objekte. Vse to je v lasti, v upravljanju države. Mi smo v ta poseg šli, ker je bilo nujno potrebno, da ne bi celo prišlo do rušenja posameznih individualnih objektov, hiš. Pa kakšen tovornjak zapeljal, so udaril. Tako, in sem vesel ponosen, da sem to obljubo izpolnil z mojo ekipo. In tudi sam Kisovec je popolnoma spremenil podobo, ogromno asfaltiranih cest, novih sprehajalnih površin, asfaltiranih kot sama Zagorska dolina. Vse pa nas čaka tudi krajevne skupnosti. No, Kisovcu zagotovo še čaka preureditev v nek rekreacijski, športni, družabni del Kisovca, ta Čebinov travnik, kjer bi se lahko še marsikaj uredilo, čeprav, kolikor vem, gre to bolj v poplavno območje, ne. Se pa je zdaj v tem času izvajalo in sicer izvajala so se dela ob kanalu. Že prej se je nekaj zgradilo, ne, tam, kjer se vode iztekajo v ta kanal, potem se je tisto podrlo, ne, in se je nekaj 10 metrov nižje spet zazidalo in tudi sami ste videli od krajanov slike, fotografije, kakšna voda zdaj po tem kanalu teče, tudi fekalije. Kako boste ta problem rešili? Jaz sem dobil pismo, ki ste ga tudi vi dobili in so ljudje tam živeči zelo ogorčeni, ne? Da je spet nekaj narejeno na pol. Celo še slabše za njih, ne? Ker ta smrad se zdaj približal bloku ob Čebinovem travniku. Jaz obžalujem, da s tem, ko smo uredili kanalizacijski sistem in ločen sistem za odpadne vode oziroma deževnico kot za samo kanalizacijo oziroma fekalne vode, kar pomeni še boljši poseg v Kisovcu zaradi samega projekta, ki je povezan z čistilno napravo v Zagorju. In v vseh teh mandatih niti enkrat nisem dobil opozorila, da bi kakšen smrad iz tega kanala povzročil probleme na tem predelu. V zadnji oddaji ste mi opozorili, da je tam trk in da je možnost padca po tej poti, da kdo pade v ta kanal. Jaz sem takoj urgiral in smo na vašo pobudo in tudi teh pisem in vseh teh
šli. V pismih so vas tudi opozarjali, tudi mi smo dobili ta pisma na smrad. In to smo mi tudi nekaj oddaj pripravili v informativnih oddaj in tudi obvestili tudi, mislim, da Iva Vrtačnika, da se pojavlja smrad teh stoječih voda v tem kanalu. Torej, obveščeni ste bili tudi vi. Ampak zdaj pravijo, da je problem še večji, ker zdaj se v ta kanal steka še iz drugega konca Kisovca, kar se prej ni. Ne vem, kaj se steka, ampak steka se čista voda. Mi ta problem smo vzeli resen, ga bomo tudi resno proučili. Na fotografijah, ki so vam bile poslane, ni čista voda. Tam se vidi toaletni papir, vidi se iztrebki. No, ne vem, pravi, da tudi tam na tem področju kakšen dogodek, takšen ali drugačen, mi bomo to proučili. Lahko zagotovite, da si bo nekdo iz občine to ogledal in poskušal zadevo rešiti. To sprašujem v imenu krajanov Kisovca. Jaz to pismo in to pobudo, ki je že kar nekaj tednov glavna tema v občini Zagorje ob Savi, žal ne govorimo o kakšnih večjih uspehih ali pa dogodkih, pa ne mislim sedaj oddaji, ampak po ostalih omrežjih mi ta problem imamo resno, odgovarjamo in bomo tudi resno k njemu pristopili. Takšnih kanalov je na stotine metrov ali pa kar nekaj kilometrov v občini Zagorje ob Savi. Tukaj res stanovalci živijo v neposredni bližini in tam mi bomo to smo resno proučili, resno proučujemo in bomo tudi z ukrepi posegali v to področje. Seveda pa bi želel, da le skupaj najdemo eno strpnost in ne za tem problemom rušiti večje uspehe ali pa dogodke in ne nasedajmo, rekel tudi v Zagorju, slovenski klimi, ki iz dobrih stvari potegnemo slabo in potem iz dneva v dan prodajamo občanke in občanom občine Zagorje ali Slovenkam in Slovencem in ta problem jemujemo zelo, zelo resno. Mimogrede, zdaj, ko je kanal na nekem delu zasut in je zelo zravnan s cesto, tudi s Čebinovim travnikom, to mogoče lahko predstavlja tudi nevarnost, se bo mogoče kakšna zaščitna ograja postavila ob glavni cesti. Se o tem razmišlja? Vsekakor bomo mi maksimalno ta predel zaščitili. Mi, ko skrbimo o varnosti, mi tudi sedaj v Stopah, oziroma tam, kjer smo odkupili objekt v tem nevarnem ovinku, ker vemo, da je cesta poravnana z pločnikom, to je ta ovinek, ker je sedaj bolj pregleden, smo se odločili, da naredimo še pločnik stran od glavne ceste, ker je ravno ta predel najbolj navaren. Zato se zdaj izvajajo dela. Tako, ker je ta predel najbolj navaren, ker je ta ovinek, ker ni barijere med regionalno cesto in pločnikom in smo to še umaknili, kajti predvsem v nočnem času je tam največji problem. In mi skrbimo za varnost in to so te projekti in tudi ta projekt, ali pa rekel, ta problem bomo resno vzeli in kdor mene pozna in nas res in... mi smo pa tudi zato tudi opozarjamo. Zdaj bo pa midva videla, bo režija zavrtela še en posnetek iz Kisovca in sicer tistih meteornih voda na travniku nekdanje družine Uran, zdaj Šinkovec, pa prosim režija, če zavrti. Tole se dogaja v večjih nalivih, tole so njihovi domači posnetki, zgoraj je skakavnik, naselje Zlato polje, potem pa to teče po njihovem travniku, po njihovem zemljišču proti Kisovcu, mislim, da je tam hiša Vodiškovih in hiša Zoreta. In to mi smo dobili odgovor tudi od uslužbenca občine Zagorje, gospoda Drnoška, ki je napisal, ki smo ga spraševali, kako to težavo rešiti, in je napisal, da enostavno se ne da ta težava tako rešiti, da bi vodo ujeli in jo speljali v ribnico, ki teče spodaj, ta ribnica je pokrita. Lahko da to razumem, pač ribnica je pokrita in verjetno bi količino te vode težko sprejela, ampak
to ni problem, to je problem občine ali pa tistih, ki to urejajo, ne pa tistih, ki je to njihovo zemljišče, ne, ki se na tak način uničuje. Kako boste ta problem rešili? Veliko se je že govorilo, tudi svetniško vprašanje je bilo postavljeno, ampak odgovor je pa takšen, kot sem ga nekako predstavil, ne, da se voda ne more speljati v ribnico, ki je pokrita, ki teče po Kisovcu in bi lahko naredila kakšen večji problem. Občina ne more kar izvajati projekte pa v posamezne vodotoke zlivati ali pa reševati. To so tudi meteorne vode. Ne? To je vedno v sodelovanju z državo. Ta posnetek, s katerim ste me sedaj presenetili, bom seveda vsekako proučil in tudi z mojimi strokovnimi službami. Mimogrede, ta posnetek je bil poslan tudi Ivo Vrtačniku na občino, sem ga jaz sam tudi poslal. Ne? In potem smo dobili na ta posnetek odgovor. Tudi, da se bo to reševalo, ko se bo saniral plas na Zlatem polju. Mislim, da je okoli 250 000 evrov ocenjen ta projekt. Čakate pa seveda normalno, denar od države. Ampak, če se bo šele takrat, ne, pa a se bo ujela ta vsa voda, kam se bo potem ta voda speljala? Če je pa zdaj te vode preveč za ribnico, za potok? No, če bi zdaj kot župan videl, kam bi se vsaka voda speljala, bil pa mogoče danes že predsednik ZDA, ampak mi bomo tudi to proučili in v najkrajšem času boste dobili odgovor. Mi takšnih posnetkov, predvsem ob deževjih pa poplavah, dobimo izredno veliko, ker voda ali pa veliko se steka v dolino. Problem je resen in bomo tudi resno prevzeli. Na tem predelu se delajo projekti. Kot sem pa rekel, čaka nas težko obdobje, poznamo pa državni proračun in vsekako bi bilo fajn, če bi kdo tudi kdaj na kakšen način kakšno vprašanje postavil tudi poslankam in poslancem, ki pa imajo moč. Mi smo uspešni pri pridobivanju sredstev, izdelujemo projekte, teh plazov je več 100 v občini Zagorje ob Savi, ki ogrožajo tudi individualne objekte. Tako da po tem posnetku, ki ste mi ga predvajali, boste v naslednjem tednu dobili strokovni odgovor za mojim podpisom. Zdaj sicer smo ga že dobili, ampak nekako lastnike tega zemljišča, družino Šinkovec, odgovor nikakor ni zadovoljiv, ampak pa če sem čisto pošten, tudi mene, ne, ker je samo en formalističen, uradniški odgovor, ki pa ne da kakšne rešitve. Razen to pove, ne, da je vode preveč, da bi jo speljali v ribnico. Ne. To verjetno ni odgovor. Ne. Mogoče, da država ne deluje, da bi to speljali v ribnico, ker bi s tem mogoče res bil problem, ne? Problem potem tistih, ki živijo na predelu te krajevne skupnosti. Ne? Okay. Jaz upam, da se bo ta zadeva urešila za vse tisto, kar ste uspešno uredili v Zagorju. Se vam tudi v imenu naših gledalcev zahvaljujem, ker je bilo veliko postorjenega. Veliko vas verjetno v naslednjih letih še čaka. Izlake še čakajo na čistilno napravo. Vedno so kakšni novi projekti. Ampak takrat v tistih novih projektih, pa o novih načrtih, o novi perspektivi, pa čez kakšen mesec v tej oddaji, ko bomo pa že blizu tudi tistemu, kar rečemo v Zagorju, zabava, ne? Tako je, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Kar se tiče pa mojih naših uspehov, vsak dan je nov dan, vsak dan je rojstni dan in vsak dan je dan novih odločitev. Hvala za obisk v studio. Hvala za vaše lepe besede, za povabilo in pa za čestitko za naše skupne uspehe, ki so tudi vaši. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike.
Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.